Čau folk! Urh in moja malenkost sva danes šla v Toti Maribor, kjer bomo imeli čist eno hudo stvar za našo rubriko o uspehu. Tukaj sva zato, ker bova spoznala mladega, zelo talentiranega 14-letnika Nika Škorjanca. On ful dobro riše, tako da točno to bomo zdaj počeli. Čau Nik! Zdravo! Živjo Maja! Kako si? Fajn, Dobar, odlično. No, za začetek naj povem, kako smo sploh prišli do tebe. V bistvu si mi ti sam pisal na Instagram in jaz sem prečekirala tvoje delo in sem videla, da si res hud, tako da smo te mogli nujno uporabiti za našo rubriko o uspehu. Načeloma pač rišeš, ne? S tem se ukvarjaš. Že dolgo? Par let bolj intenzivno. Ok, super. In zdaj imaš tudi svojo razstavo odprto? Imam v Veterinskem dvoru. Odlično. Jola, gremo pogledat? Ja, seveda. Na tvoji razstavi zgleda ful hudo, kakor sem na hitro zdaj pogledala, tako da povej nam več o tem. Ja, razstava je že odprta cel januar. Naslov razstave je Nature in Fire. Pravzaprav namen te razstave je, da bi jaz ljudi obvestil o tem problemu okolja onesnaževanja. Torej, jaz sem upodobil 4 ogrožene vrste živali, torej človeško ribico, netopirja, kozoroga in pa čebelo. Ideja za to razstavo pa prišla iz biologijskega tekmovanja, ker je bila letošnja tema človeška ribica in ko sem malo raziskoval, sem ugotovil, da je ogrožena in tako je nastala razstava. A mi lahko poveš, kje si dobil idejo za ta stil? Ker to je čist nekaj drugačnega, kar sem kadarkoli videl. Ja, to je pravzaprav mešana tehnika na platnu. Kot odzadje sem uporabil akrilne barve, potem pa sem se igral z različnimi komponentami in kot zažival sem, da malo bolj izstopa uporabil kreativno maso in jo poudaril z takimi izrazitimi barvami, to je zlata. Potem pa sem še dodal lističe. No, zdaj pa ti sploh, mislim, se navdušuješ nad slikanjem pa risanjem, to je že nek dolgoleten proces, ali? Rišem že pravzaprav od malega zelo rad, ampak bolj aktivno pa rišem zadnjih par let, pravzaprav od takrat, ko sem se prijavil na en natečaj v Avstriji za svojo knjigo, ki sem jo tudi ilustriral in sem pač dosegel prvo mesto. Wow, bravo, hudo! Imaš še kakšne takšne velike dosežke v tem? Pravzaprav ja, to je prvi in drugi mesto v Avstriji, kot sem že povedal. Se mi pa zdi tale razstava in pač pesniška zbirka je tudi v njej nastala res velik dosežek, ker pač vsaj upam, da sem obiskovalcem in bralcem z njo dal neko sporočilnost, kako ohraniti okolje. No, tvoja razstava je ful raznolika, ful enih različnih v bistvu slik. Kjer je pa tebi tista ta najljubša? Težko se odločim, ampak mislim, da je pa tistale. Aha. Čebelica Maja. Men tudi, evo. Ok, kaj pa recimo, če bi zdaj mogel malo predstaviti in več povedati o tej sliki, kaj bi povedal? Na tej sliki je pač, to si lahko sliko vsak sam razlaga, ampak kot jaz kot umetnik si to razlagam kot nek travnik, na katerem je veliko cvetlic in pač čebelice, ki nabirajo med. Iz česa je pa to narejeno, ko je tako zlato, pa so pekice? Bleščice, ki so pomešane v lepilo. Ja, a ima kakšen poseben pomen to, da je tam zelo izrazito zlata čebelica, pa je tam samo narisana, pa obrobljena, pa bela gor? Pravzaprav ja, ne samo pri živalih, ampak tudi pri ljudeh smo vsi nekaj posebnega, vsi imamo neke izrazite lastnosti, vendar smo res vsi pomembni za ta naš planet in smo vsi enakopravni. Wow, evo, 14-letnik kot ko razmišlja, bravo, bravo. Evo, tukaj pred nami imamo pa zdaj same izdelke, ki jih je v bistvu Nik sam naredil, to so že 3 knjigice, ne, si do zdaj izdal, ali že kaj več? Pravzaprav ena je izdana, ti 2 pa še niso izdani. Aha, ok, dober. Zdaj pa kar malo več povej o tem, v glavnem ta je zdaj zadnja, ki si jo naredil, ne? Ja, naslov je Narava v ognju, pravzaprav to je pa pesniška zbirka, ki je nastala skupaj z slikami je nastala in v njej so pač pesmi o vsaki živali, hvalnice. In te pesmi si ti tudi sam napisal? Ja. Ok. Ter pa pač tudi slike iz razstave. Ok, hudo. Torej slikaš in še pesmi pišeš, pa še kaj? Ja, tudi ustvarjam igrice, pa videe oziroma glasbene pravljice, podobno. In to glasbeno pravljico mislim, da si omenil, da si naredil v eni izmed teh 2 knjig? Ja, pravzaprav je v obeh.
Aha, v obeh. Ja. To je pa Flamingo Filip. Ja, ta pa govori o sprejemanju drugačnosti, torej o flamingotu, ki je bil siv in ga pa zaradi tega drugi flamingoti niso sprejeli. Potem pa je srečal siničko, ki je bila prav tako posebna, ker je imela moder kljunček in potem sta skupaj šla na sever. Ne, pravzaprav je sinička šla na sever, ker je pač sinička selija. In potem je pač bil svet žalosten in potem mu je poslala vabilo in je on šel nazaj, da ima presenečenje zanj. In potem je on šel na sever za njo in tam je prišel v živalski vrt, kjer so bile same posebne živali, torej sivi flamingi, siničke s modrimi kljunčki, opice brez repov, rjav-bele pande. In potem pa tam ostala. Je lepo. Torej ta drugačnost tebe ful navdušuje na nek način, ne? Ja. Super. Ok, jaz sem se odločil, da 3 izmed vam podarim podpisan izvod moje knjigice Narava v ognju. Če hočete sodelovati v giveawayu, dol v komentar napišite, zakaj želite imeti to knjigico. Pa res nujno komentirajte, ker verjamete, da hočete imeti to knjigo, ker je res super in ful luškana. Zdaj imam pa jaz eno idejo. Ja? Kaj, če pa se vidva preizkusita v mojih veščinah risanja? Ja, ok, itak, mislim, nobenemu izzivu do zdaj še nismo rekli ne, Ja, tako da so- absolutno. Challenge accepted. Ok, kot prvo naj povem, da sem ful presenečena zdaj, zato ker tle na mizi imamo dejansko sam ogromno maje. Nik se je odločil, da bomo mene zdaj risali za neko prav posebno tehniko, ne? Ja, tehnika se imenuje kolorizem. Okay. Gre pa za to, da na sliko nanašamo barve, tako da pač prikažemo prostor, torej stvari, ki so nam bliže oziroma ki so na sliki svetlejše, damo tudi svetlejšo barvo in potem vedno temnejšo. Ok, torej to je naj napotek zdaj, ko bova pač probala čim bolj to narisati, ne? Ja. Okay. Pa ne smemo verjetno preveč fejkati, pa dati isto barvo, kot si ti dal? Ne. Malo po svoje, ne? Ja. Imaš ti kak poseben sistem, s katero barvo recimo najprej začneš delati, ali je to bolj temna, ali svetla, ali čisto po občutku? Čisto po občutku, ponavadi grem ali od vrha ali pa od spodi in pač tiste barve, ki so tam, pač pobarvam. Ravno ker sem ugotovil, da sem tako pobarval, da karkoli drugega bom na faci delal, bom čisto umazal na roko. Ja, to se tudi meni večkrat zgodi. Kaj si rekel, da boš imel še neko razstavo zdaj tudi? Novo? Ja, maja bom imel pač to isto razstavo, Ja. še v Slovenski Bistrici, v knjižnici, Aha. v poletnih mesecih pa še v mojem kraju, in sicer v Platnici. Ja? Pa verjetno še kje, če se bo še kakšna galerija odzvala. Ja, itak. Tudi najbolj, da prečekirate moj Instagram. Aha, tam skozi objavljaš pol tudi. Ja. Ok, super. Imam pa tudi svoj YouTube kanal, Aha. sicer je zdaj malo bolj v začetni fazi. Ja. Na njem pa pravzaprav rišem in pač kažem, kako risati na nek način. Ok, torej tutoriale delaš pač do Ja, načeloma. zaenkrat imam še samo en video, ampak Nik, a se lahko počasi začnemo pogovarjati, česa ne delaš? Ja, to pa res, ja. no, smo vsi končali. Smo. Ja, recimo, ja. Pa poglejmo, kdo je bil najboljši. Tadam! Jaz sem bil zadnji, pa je še sveža, moram malo bolj paziti. Tole je čisto hudo. Ja, Ja. tako izbor barv je tako bolan, veš, ker so tako čisto nek zbarv, ampak skupaj pa še. Pa se ti se tudi sniš. Mislim, lepo ti je rad v kontrast teh las, se mi zdi. Ja. In čist mislim, da smo tale izziv kakor tako dobro opravila. Kaj ti misliš, Nik? Res, odlično sem narisala. No, hvala. Super si nam pokazal. Tako da, folk, vi pa spremljite Nikov Instagram in YouTube, da še vas kaj novega nauči, ne? Ne pozabite komentirati dol za giveaway. Pa seveda, lajkite, subscribite in komentirajte, kar hočete. Pa ostanite kreativni. Čau. Ja. Hvala Telekomu Slovenije za podporo pri ustvarjanju Neki. Čau, folk! Jaz in Urh sva danes šla v Toti Maribor, zato da še enkrat. Sva šla danes v Maribor, kjer bova spoznala nekoga prav posebnega v rubriki ne, kako se tem reče? Nekaj uspehov. Aha, uspehov. Bomo ali drugače začela. Tukaj sva zato, ker je Jaz sem Urh.
Bravo! Živijo. Kako si? Hočete sodelovati v nagradni igri, komentirajte dol pod videom, zakaj hočete imeti knjigico. Ja. Pa imaš ti kak poseben? Kaj tam to kropotaja? Da si posnel to.